V Združenem kraljestvu je bila nekdanja neonacistična aktivistka, ki je bila obsojena nadlegovanja judovske poslanke, izbrana za kandidatko konzervativne stranke na lokalnih volitvah v Somersetu. Joshua Bonhill Payne, ustvarjalec viralne serije AI posnetkov Krukern Gazette, naj bi prihodnje leto kandidiral za svet grofije Somerset. Za The Guardian je povedal, da je izvršni član konzervativne stranke v podružnici Yeovil in da dela kot organizator dogodkov. In zdaj se nam v studiu pridružuje dopisnik EE24 News Joe Brown, da nam pove več o tem. To zveni kot filmski lik, ne kot resnična oseba. Kaj je ta Gazette? Kaj vemo o tem tipu? Je reformirani neonacist? Kaj nam lahko poveste? To je človek z mnogimi različnimi življenji. In to je tudi zanimivo potrditev reka. Vsak svetnik ima preteklost, vsak grešnik ima prihodnost. Torej, to je nekdo, ki je bil v preteklosti odkrito neonacist. Vodil je blog z imenom The Daily Mail oziroma Britons Against Left-Wing Extremism. In v tem času je vodil več kampanj proti levičarskim in judovskim javnim osebnostim. Najbolj znani med njimi je bila nekdanja poslanka Luciana Berger. In vse to se je po incidentu z Bergerjevo končalo z 2 letoma zapora zaradi nadlegovanja. V teh 2 letih v zaporu se je odločil, da se bo spremenil, deloma po lastni volji in deloma kot del britanskega vladnega programa Prevent, katerega namen je boj proti ekstremizmu. Zato se je odločil postati pobožen kristjan. In posledično mu je uspelo popolnoma obrniti svoje življenje. Leta 2018 je bil izpuščen in od takrat opravlja priložnostna dela. Vendar se je popolnoma odpovedal svoji preteklosti. Pravi, da je spremenjen človek. In ta Krukern Gazette, ki ste ga omenili, je spletna stran, ki jo je ustvaril, oziroma bolje rečeno YouTube kanal, ki ga je ustvaril, in je v bistvu farma AI vsebin. Vendar, če bi bil globoko vpleten v neonacizem, vam lahko zagotovim, da bi to lahko peljal veliko dlje. To je zelo sredinsko desno, če sem iskren, popolne neumnosti. Moj oče misli, da so nekateri od teh smešni, ampak jaz osebno nisem posebej navdušen. Ampak ljudje se ne morejo spremeniti. Točno tako. Ja, jasno. Našel Boga. Verjetno. Ja, mislim, da je tako. Torej, ali je sploh kompetenten za to mesto, ne glede na to, ali se je spremenil ali ne? No, to je kot lokalni svetnik. Mislim, da je najbolj zanimivo to, da ne kandidira za desničarsko stranko Reform Party ali celo še bolj desno stranko Restore Britain Party. Kandidira za konzervativce, ki so sredinsko desni do desni. In vodja konzervativne stranke, Kemi Badenoch, je bila pohvaljena strani judovske skupnosti zaradi svojega stališča proti antisemitizmu. Zato je malo verjetno, da bi bila pripravljena to zavreči zaradi nekoga, za katerega meni, da je grožnja judovski skupnosti. Joshua Bonhill Payne je rekel, da mu je Kemi Badenoch v preteklosti pošiljala božične voščilnice. To kaže, da gre za nekoga, ki očitno ve, kdo je in ga ne smatra za negativni vpliv na konzervativno stranko. Verjame, da se je spremenil in razumem, da bo veliko ljudi težko razumeli, kako lahko nekdo, kot je on, še vedno kandidira kot svetnik v britanski stranki, v eni izmed glavnih britanskih strank, ampak to kaže, da se ljudje lahko spremenijo, če jim daš dovolj časa. To je nekdo, ki se je očitno odrekel svoji preteklosti, rekel je, da je to za njim, da se ne ukvarja več z antisemitizmom in nadlegovalnimi kampanjami proti javnim osebnostim. In želi iti naprej in se želi usmeriti v zmernejšo obliko politike z konzervativno stranko. V redu. Najlepša hvala za pojasnila.